Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes smo za žival tedna izbrali zajca. Ja, zajca seveda velikokrat povezujemo tudi z veliko nočjo in v času torej velike noči se je torej zgodba, ki je pravzaprav zajcu vpleten v to veliko noč, se je pravzaprav šlo za prepletanje neke zgodbe, ki ne bi osiromašena, torej mamica svojim otrokom ni mogla takrat kupiti torej razne hrane in daril, ampak je pač pobarvala jajčka in jih namestila po vrtu in otrokom pač v priliki rekla, pejte iskat, ne, zunaj vas nekaj čaka, in v tistem času, ko so torej otroci pobirali ta pisana, pobarvana torej jajčka oziroma pirhe, so zagledali zajca in od takrat pravzaprav ne bi bil zajec tisti, ki ne bi torej darila in pirhe tudi prinašal. No, zdaj pa, če gremo iz zajca mečka na bolj tele tople zime in na vse tisto, kar se dogaja s temi insekti v naši bližini, kako pravzaprav vpliva, ne, tale podnebje in temperature, ki so torej zdaj v tem času, joj, ta komar. A vidite, no, mislim, je to normalno, v tem času, ko bi mogli še uživati brez teh komarjev in teh nadležnih zvokov, je zdaj že en mimo šel. Zato sem povabila torej danes v studio profesora na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, z nami je dr. Ivan Kos, lepo pozdravljeni. Pozdravljene. A gre vam tudi na živce te komarji? Ali jih imate radi? Načeloma ne, no. Jaz pač v določenem času določene živali pa še eno, res pa je malce neobičajno danes. Je malo neobičajno, ne? Pa vseeno, vi recimo poznate torej komarja veliko bolje kot navadni državljani, recimo, ne? A drugače gledate nanj, ker pač tam mimo vas leti? Mogoče malo bolj spoštovanje, ker vseeno nekaj dobrega naredi za nas, ne? Ja, mogoče za gledalce zanimivo, da komarji so komarke, ne? Ok, so komarke? Gre v bistvu za to, da ženske letijo po zraku in pijejo kri, ne? Tako da v bistvu malce obrnemo. Pri človeški sorti je dokaj podobno, ne? Tako da tudi s komarji je približno podobno, no. Skratka, včasih so nadležne, včasih so koristni, tako da je odvisno od situacije. Torej, zdaj v tem času zelo tople zime imamo, ne? Kako to vpliva na vse te insekte in ostale živali? Zdaj, kar se tiče temperature, no, vplivajo temperature na živali zelo različno, ne? Se pravi, tudi na nas. Veste, da smo mi živali, ki imamo stalno telesno temperaturo, se pravi, zaradi tega bolj nizke temperature doživljamo kot neprijetne, ker nas zebe. Medtem ko večina drugih živali pač ima svojo telesno temperaturo odvisno od temperature okolice. Kar pomeni, če je višja temperatura, bolj so aktivne, če je nižja temperatura, manj so aktivne. Torej vse je povezano v bistvu s temperaturo. Ja. In oni se kar fajn adaptirajo, kar pravzaprav bolj kot mi. Ja, v bistvu načeloma je zelo odvisno, no, ker je pač znotraj evolucije, ne, potekal razvoj na ta način, da se pač določene živalske vrste prilagodile na okolje, kjer so bivale, ne. Tako imamo recimo žuželke, ki jim je najbolj všeč, da je sneg, da je mraz. Se pravi, imajo metabolizem tak, da tudi pri nižjih temperaturah delujejo in jim višje temperature celo škodijo. No, tudi metulji, recimo, ne, da imamo še metulje, tudi metulje ne smejo pozabiti, torej v tem času se že pojavljajo, pa ponovadi so to znanilci pomladi, ne, a bi nas mogli skrbeti? Ja, mogoče zdaj izpostaviti, no, če rečemo metulj, si ljudje predstavljajo neko živalsko vrsto. Dejstvo je pa, da je metuljev precej različnih vrst. Če ste že omenili pomlad, spomlad letajo metuljček cekinček, se pravi ti rumeni metulji. Potem pridejo zelo hitro neki beliniki, gosence, griskajo zelje. Se pravi, gre v bistvu za to, da njihov življenjski krog je tak, da nekaj časa letajo kot metulji, večino časa pa preživijo v drugačnih življenjskih oblikah, se pravi, bodisi kot jajce v tleh, bodisi kot ličinka na neke rastline. Z tega vidika to, da letajo, pač jasno je potrebno mogoče lepo vreme. Marsikateri metulj, če bi letal v dežju, bi mu krila zmočilo, skratka ga poškoduje, ne more več letati. Tako da mogoče z tega vidika je zelo pomembno, tudi mi se z živalmi srečujemo pogosteje, ko so aktivne, ne? Se pravi, gre za vprašanje, kaj vpliva na to njihovo aktivnost. In tukaj se je začela pogovor, neka topla zima, nek topel dan, marsikoga spodbudi, da je aktiven in zaradi tega, ker je aktiven, ga mi opazimo. Zdaj ste vi v bistvu neki res tako novo informacijo, dokaj marsikdo ni vedel. Namreč večinoma tako, ko se pogovarjamo, se rečemo, joj, ni snega, pa naj jo živali pocrkale, ne, pa bo polet hudič. A pol to sploh drži, ali ne? Ne, zadeva je bistveno bolj kompleksna. Gre namreč še za to, da
Mogoče tako informativno, če se predstavljamo, da je v Sloveniji več kot 20-30 tisoč različnih živalskih vrst. Se pravi, se pogovarjamo o nečem, kar v bistvu ni en in isti subjekt. Z tega vidika je tudi ta raznolikost odziva na razmere v okolju zelo različna. In še ena stvar mogoče za izpostaviti, zelo je pomembno, odkot žival prihaja, se pravi, kakšna je njena zgodovina. In verjetno marsikdo ve v Sloveniji, da je bilo obdobje zadnjih 2 milijonov let nazaj bolj znano po tem, da so bila hladnejša obdobja. Se pravi, šlo je za tako imenovane ledene dobe in z tega vidika lahko izpostavimo ta topla obdobja, tople zime, bolj kot neobičajna znotraj tega zadnjega obdobja, kar pomeni, da večina živalem ne odgovarja. Torej, živalim pa v bistvu to ne škodi. Kaj pa recimo klopi, ne? Bojimo se klopov, zdaj vsak let se pravijo tale meningoencefalitis, v glavnem cel hudič povzročajo, a zaradi te tople zime, torej so bili malo bolj aktivni, bojo še bolj napadalni, se jih lahko še bolj bojimo, ali? Zdaj, če vzamemo, da posamezen klop živi par let, se pravi, lahko je sposoben tudi eno leto in več čakati, da pride nek sesalc, ptič, drugi gostitelj mimo, na katerega se prisesa in v bistvu potrebuje kri za prehrano. Tako da klop sam poseb ni nevaren, problem je v tem, da pač v njegovi krvi in njegovi slini, ki jo spusti k nam, prenaša viruse. Se pravi, je v bistvu pač ta zgodba z nevarnostjo klopov bolj povezana z nevarnostjo virusov, ki jih prenašajo. In zopet pridemo do tega, da tudi ti virusi se nekje drugje namnožijo, ne pri ljudeh. Se pravi, je v bistvu vprašanje, kakšno je stalež z glodavci, kakšen je stalež s plazivci in potem vpliva na to, kakšen je delež klopov, ki prenaša virus. Kaj pa recimo te razni komarji, nevarni, recimo, ki povzročajo malarijo, tigrast in tako naprej, ne? Oni z nekaj pridajo verjetno, ne? Ja, načeloma izvorno so pač iz različnih predelov, to, kar sem rekel, ne? Se pravi, tudi ta naš običajen, recimo temu navaden komar, ki živi... Komarka? Ne, zdaj sva se to že naučila, no, komarka. Načeloma v okolju živijo komarji in komarke, ne? Ja. Ampak pikajo pa komarke, ne? Ja. Se pravi, komarji se ne prehranjujejo in z tega vidika za ljudi so precej relevantni, ne? Se pravi, samice, ki prijejo kri, ki v bistvu pijejo kri per enemu gostitelju, potem letijo na drugega gostitelja in tukaj pač je ta problem, da zopet, če je bil prejšnji gostitelj okužen, če ima kakšno pražival oziroma kakšen virus, pol ta osebek prenesejo na nov osebek. Se pravi, pri komarju, ta naš običajen komar je precej hladnoljubna vrsta, vemo, da jih je največ v Skandinaviji in tudi, če je kdo potoval po Skandinaviji polet, jih je res mnogo, ker je pač okolja za njih precej, gre za te začasne luže. Se pravi, v bistvu sam rast poseb komarjev ne omejuje, ne? Res je, da v bistvu dlje časa, kot je toplo obdobje, več generacij imajo lahko dlje časa, ga lahko vidimo v te aktivne oblike, ampak zopet je vprašanje, koliko imamo nekih začasnih luž, koliko imamo v bistvu njihovih plenilcev, kakšna je njihova številčnost. Druga zgodba je s tigrastim komarjem, se pravi, gre v bistvu za to drugo vrsto, ki pa je v bistvu se razvil v toplejših krajih in mu zdajšnje klimatske spremembe omogočajo, da svoje območje razširjenosti širi proti severu, ne. Z tega vidika so pač neke razlike, tudi z vidika prenosa, ampak zopet, spet nisem tigrast komar sam poseb. Tak problem, vprašanje je tudi zopet, kaj je z virusi, ki jih prenaša, kaj je z pražvalmi, ki jih prenaša. In z tega vidika je tudi pol vprašanje, kakšen je ta vpliv klimatskih sprememb posredno preko komarjev tudi na človeka, ne. Mogoče kot zanimivost, ena velika razlika mogoče med tigrastom pa našim komarjem je v tem, da naš komar bolj leta v večernem času, ponočne, medtem ko tigrast komar je tudi precej aktiven podnevno z tega vidika. No, in vsem grejo pa na živce, to pa lahko priznamo, zdaj ali so naši, ali so tigrasti, na živce nam grejo prav vsi. In Marija Ana Kolman je torej pripravila nekaj nasvetov, kako se lahko temle živalcem majčkeno bolj ognemo in to na naraven način, torej brez agresivnih stvari. Danes znanstvene študije dokazujejo po eni strani zdravilni učinek teh vsebnosti, to pomeni jantarjeve kisline, po drugi strani pa tudi energijski učinek. To pomeni, dokazano je, da ščiti pred negativnim sevanjem elektronskih naprav in tako dalje. Ampak tisto, kar je pravzaprav
zelo pomembno pri zaščiti pred klopi, insekti in tako dalje in tudi virusi, je pa jantarna kislina, ki se aktivira iz jantarja, zlasti iz nebrušenega jantarja. Ta jantar ima recimo največjo vsebnost jantarne kisline, kar 8%, in ta se aktivira pri stiku za človekovo telesno temperaturo. Se pravi, ne boš imel težave s klopi, pa z insekti, pa tako naprej, češ to nosom. Ja, no, seveda in ne samo s človekovo, tudi jaz recimo pri mojem Marku, pri psu, imam tudi na ovratnici jantar in tudi on ne dobi klopo. Razlog je jantarna kislina z močnim delovanjem, ki ne ustreza ne klopom, ne tudi bolham pri živalih, pravzaprav nobenim insektom. Ja, tako, jantar je torej ena izmed odličnih naravnih zaščitnih sredstev proti insektom, ki nam niso najljubši, če si jih ne želite ravno v bližini. Kako pa recimo vsa ta agresivna insekticidna in pa repelenti, recimo, kako to v bistvu vpliva na ekosistem? Ja, če se pogovarjamo globalno na Zemlji ali pa tudi na samem večjih ekosistemih, je jasno ta vpliv lahko zelo škodljiv z različnih vidikov. Dejstvo je, da pač ti ekosistemi delujejo, če so ti organizmi zdravi. Se pravi, že v antični Grčiji so zelo izpostavili, da vsaka živalska vrsta ima svoje mesto v okolju, se pravi, gre za neko funkcijo, ki jo opravlja, in v nekih recimo naravnih sistemih potem pač te vrste vrednotimo po tem pomenu za delovanje sistema. Zdaj, od teh naravnih sistemov smo ljudje dvakrat odvisni. Se pravi, prvič gre v bistvu za globalen del, cel planet, se pravi, ti posamezni ekosistemi dajo pogoje bivanja na tem planetu in z tega vidika tudi bivanja nam. Drug vpliv je pa lahko pač bolj neposreden, se pravi, če gremo gledati en gozd, če gozd funkcionira, če v bistvu ta delovanje ekosistema recimo uspešno deluje, z tega vidika imamo tudi večjo možnost pridobivati neke, v tem primeru recimo les iz gozda. Prej sva govorila o komarjih, ko sem rekla, doktor Kos, zdaj te mi povedati, kaj bi bilo, če ne bi bilo komarjev? Pa ste vi rekel, ni čistko nedolžna stvar. Komarji so pravzaprav kar veliko prispevajo k našemu v bistvu zdravju. Mogoče pri tem vprašanju ste odprli kar nekaj stvari, ki bi lahko zgodbo peljala k človeku. Se pravi, mogoče nazaj, če postava zdaj vprašanje, pa niti ne grejo v to smer odgovora, zakaj so nam komarji zoprni. Se pravi, to je iz te zgodbe, ki sva se vračala, pridemo do tega, da smo tudi ljudje živa bitja in ljudje v bistvu svoje okolje dojemamo zelo različno. In nedvomno komarji so nam zoprni in je nek tehten razlog, zakaj temu je tako. Res je. No, prej ste govorili, da v bistvu komarji poskrbijo tudi za to, da so naše vode bolj čiste, ne? Tega nisem vedela, ta podatek mi je bil zelo fascinanten. Ja, načeloma gre za to, da komarji, veste, da imajo svoje razvoj ličinke v vodnem okolju, se pravi, v bistvu filtrirajo vodo, se prehranjujejo z algami v vodnem okolju, to snov, ki je v vodi, se pravi dušik, fosfor in podobno, vgradijo v svoj organizem, zletijo z vode ven, zunaj jih poje recimo lastovka, nek ptič, pajk, in na ta način pridejo te snovi iz vodnega okolja na kopno in potem za razgradnjo naprej so zopet na razpolago rastlinam in posredno smo od tega kroženja snovi vsi odvisni. Pa jih ne bi smeli v bistvu tako grdo gledati, da ne? Ja, načeloma pač ljudje, da se razumemo, največkrat zaradi neznanja odreagiramo zelo hitro in zelo površno. Se pravi, vemo, da zdaj z vidika razvoja znanosti bistveno več stvari poznamo in res mogoče ena izmed tistih najbolj generalnih ugotovitev je, da je naša reakcija zelo površna. Se pravi, nekaj nam ni všeč, nekaj nas ogroža, nekaj bi hoteli spremeniti in to naredimo zelo hitro, zelo, bom rekel, agresivno, dejansko izpade agresivno, zaradi tega, ker imamo zelo malo znanja. Zdaj, več kot je tega znanja, bolj smo previdni, tukaj treba izpostaviti, da obstaja nek pregovor, že mnogo tisočletij v človeške družbe, da blagor nevednim. Zakaj njih je neveško kraljestvo? Se pravi, gre v bistvu za to, da res včasih več kot veš, težje se odločaš in predvsem mnogo znanih filozofov že prišlo do iste ugotovitve, da
ko se ukvarjaš raziskovalno z nekim področjem, zelo hitro priješ do enega spoznanja, da nič ne veš. Ne? Ja, Se pravi, v tem primeru marsikaj o tem, kar se pogovarjamo, vemo precej, res na tisoče ljudi se raziskovalno ukvarja. In zdaj več kot veš, med drugim tudi veš, da ne veš vsega. In z tega vidika odločanja in ukrepanja prihajamo do tega, da en raziskovalec, en znanstvenik bo malce štopical, delal majhne korake. Nekdo, ki nima znanja, je pač pripravljen zaradi mene tudi pol zemlje zastrupiti. Se itak ne bo njega bolelo. No, to je, če smem samo zmotiti, da ne bomo tako nevedni, ne? Dajmo si pogledati aktualne klepetove dogodke. V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja z Jeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. Za prvomajske počitnice pa se odpravljamo v dolino piramid. Tam nas pričakuje dr. Osmanagić, vabljeni torej na potovanje v dolino bosanskih piramid med 30.4. in 3. majem. Pripravljeni imamo zanimiv terapevtski program, veliko raziskovanj in noro doživetje. V petek, 17. aprila, vabljeni na dolgo pričakovano predavanje o nezemljanih in drugih civilizacijah v Celju. Prijave so obvezne, pričakujemo namreč, da bo dogodek razprodan. No tako, pa še o eni živali nisva spregovorila, ki zdaj že kuka te dni, ne, iz zemlje na plano in se čudi, kako je vse toplo, ne, to so krti. Kaj se dogaja z njimi? Mislite, da njim to dogaja? Kaj pa toliko toplo? Kaj pa je že delam zunija? Mislim, a so živali kaj zmedene? No, kako vi gledate na to? Ne, jaz mislim, da tudi ljudje niso zmedeni, ko so v tropih, pa je celo leto toplo. Se pravi, gre v bistvu za to, da tukaj je nam neobičajno to, da so mogoče neke živali aktivne. Ne? Zdaj, pri krtu je podobna zgodba. Ne? Se pravi, krt kot žival živi pod zemljo, ga ne vidimo. Če hočemo kaj več vedeti od njega, rabimo posebne metode, se pravi, raziskovati, kaj več vedeti. Tisto, kar pa od krta opazimo, so pa te krtine. Ne? Se pravi, te krtine so v bistvu kupčke zemlje, ki jih naredi s tem, ki koplje rove v tleh. Zdaj, ne vem, koliko ljudje vejo, ampak ti rove večinoma krtu predstavljajo lovne pasti. Se pravi, gre za to, da dela ta sistem rovov, v katere padajo te živali v tleh. On jih s svojimi čutili zaznava, recimo deževnik, če se predstavljamo, ker je po tleh, pride v rov, nadaljuje pot po njegovem rovu, kar ga zavoha, prije do njega, Zelo pametno. Ga v bistvu ujame, poje ali pa celo zna ga paralizirati, nekje skladišče. Skratka, ta sistem rovov ima posamezna žival izpostavljeno. Ne? Zdaj, bolj kot je ta sistem rovov moten, bolj aktiven je. Ne? Se pravi, tukaj smo rekli, ni temperatura problem, problem je voda. Se pravi, če imamo neko deževje, pa voda spira, pa zasiplje te rove, po takem vremenu bomo imeli nove krtine. Ne? Zdaj, dobro taktiko ima tale krt. Zdaj, če pade sneg, pa krtin ne vidimo, potem jih ni. Ne? Ampak če malce bolj podrobno gledamo, tudi v snegu, če ni zmrznjena tla, prije do tega, da je zelo aktiven. Zaradi tega, ker ta sneg pritiska rove, jih podira in takrat nastajajo krtine zelo pogosto. Ne? Se pravi, v zimskem obdobju tukaj ljudje mislijo, da ni krtin. Ne, precej novo nastalih krtin nastane pod snegom, ampak jih ne vidimo. Ne? Zdaj res je, če so tla zmrznjena, ne? Se pravi, če fizično zaradi te zmrznjenih tal ne more kopati, ne bo novih krtin nastalo v tistem trenutku, ampak v tem primeru se tudi tla ne posipajo. Ne? Zaradi tega mogoče malce takih komičnih situacij prihaja, ki si jih ljudje ne znajo razlagati. Veste, da kmetje spomlad pobranajo, poravnajo travnike in potem krt mora mene 14 dni zelo intenzivno delati, da te podrte rove nazaj postavi, kajti traktor podira njihove rove. Ne? Doktor Kos, najlepša hvala za vse te informacije. Jaz bi rada kar še cel dan z vami govorila, ker vidim, da ste besti z vsemi temi živalmi. Tako da hvala lepa za obisk v studiu in seveda upam, da ste izvedeli ogromno novih stvari o živalcih, ki jih pravzaprav ne vidimo tako zelo pogosto.